Živijo in dobrodošli v inspirativnem pogovoru Bodi dobro v svoji koži. Z vami sem Darja, ustvarjalka Marule, in že 1,5 leta kreiram tudi te pogovore. Moj prvi gost je bil Miha Korošec, moj sin, in danes je tudi z mano. Miha. Hvala za ponovno povabilo. Živijo, kaj sem ti rekla prejle, da če te kaj strah, pa si rekel, da te ni, ker se ne greš zobarjo. No, mene je malo strah in mi boš ti pomagal. Prvič si mi pomagal prebiti let, a ne? Tudi Mojco sva imela pol skupaj. Zdaj pa se mi zdi, da sem tukaj navajena bila ženske družbe v tem letu, da mi je danes kar malo tako. Saj mene imaš vsak dan doma. Ja, pa se ne pogovarjaš tukaj z mano. Tako da lej, bova skupaj zajadrala in prebila let. Mogoče, da poveš ti kaj na začetku, drugač bi bila pa rdeča nit najina, seveda lepši svet, bolj izpolnjeno življenje, tako kot je mišljeno, a ne? Da je, in pa v bistvu jaz bi rada, da se dotakneva, kaj meni, v bistvu, da se na začetku dotakneva, kaj meni je nekako vstopnica v to bolj izpolnjeno življenje, kaj mi da več sebe, potem pa da greva na tvojo pot in kaj je pri tebi aktualno. A prav? Zmenjeno. Tako bom rekla, a ne? Ok, no, daj kaj povej o sebi mogoče na začetku, ali pa kako se počutiš tle v teh svojih prostorih, spet nasprot mame. Ja, zanimivi občutki. Tam sem sicer bil nekaj utrujen, ampak sva prej spila kakao, tako da se mi zdi, da lahko lepo zajadramo v tale pogovor. Moja namera z danes je, da se probam čim bolj odpreti, pokazati tudi tiste ranljive dele sebe, ki sem jih toliko časa v življenju skrival, pa se mi zdi, da z prejšnjim obredom zelo prišel v stik s tem in za to močjo, da to ranljivost delim, da jo pokažem ljudem, zaradi tega, ker je to del človeške izkušnje. Tako da upam, da me ta namera danes vodi v to, da lahko čim bolj odprto, ranljivo govorim o vsem, česar se bova pač danes dotaknila. Ful dobro, ker ti itak ne veš vsega, kar se bova dotaknila, in jaz pa dajem namero, da bom čim bolj v bistvu šla s flovom, brez neke kontrole, ki jo rada jaz imam, a ne? In rada se držim nekih točk, ampak danes sem spustila, že včeraj sem spustila in upam, da bo ratal vseeno gledljivo, a ne? Jaz mislim, da ta pogovor točno to rabi. Ja. Včeraj po najnem pogovoru se mi zdi, da so se stvari malo okoli obrnile. Ja, so se. In da je čisto prav tako. Da greva s slovom in odpirava tisto, kar bo živega v tistem trenutku. Okay. Ampak kljub temu bi pa jaz se dotaknila določenih stvari, kakor sem rekla, ki so meni aktualne. In to je sigurno biti v trenutku. V trenutku se mi zdi, da jaz doživljam sebe, da je to ena taka vstopna točka do mene. In me zanima, kako ti gledaš na to, kaj tebi daje trenutek, pa kako, če imaš kakšna navodila, kako ga ti si eno s trenutkom. A je tebi tudi pomemben, ali je to ni nujno, pač, da je to vsem enako, a ne? Jaz pač to mojstrim. Jaz mislim, da biti v trenutku, biti povezan s trenutkom bi mogla biti vsem nekaj pomembnega, ne? Tudi meni je in ogromno je teorije v bistvu okrog tega. Se mi zdi, da praksa je pa nekaj drugega, ne? Kar jaz mislim, da kar malo vsi mojstrimo, ne? Kako se ne ujeti v
v preteklost in hkrati ne v prihodnost, ampak častiti to, kar imamo v tem trenutku tukaj in zdaj, ker je v resnici to vse, kar imamo. In v teoriji jaz mislim, da je marsikomu to poznano. V praksi je pa mogoče to težko zares integrirati ali pa zares živeti na tak način, a ne. Se pravi, da preteklost ne bi krojila doživljanja tega trenutka in hkrati, da se preveč ne navezujemo na prihodnost. Jaz recimo največji izziv imam s tem, da moje misli konstantno segajo naprej. Ja, vem, ja. V vizije, v To je sanje, pa bolj nazaj. v ustvarjanje in v bistvu me to se mi zdi, da odvrača včasih od tega biti v trenutku, a ne biti s tem, kar je v tem trenutku in iz tega trenutka graditi te mostove do teh vizij, do teh sanj, do te ideje lepšega sveta, a ne, o kateri si tudi prej sama začela. Tako da jaz se s tem predvsem soočam oziroma s tem izzivom spopadam. Normalno je tudi, da nas preteklost vleče nazaj, a ne, pač želimo razrešiti določene stvari, ki nas omejujejo. Jaz mislim, da neki pogledi v preteklost so nujni za to, da se lahko je osvobodimo in polno zaživimo v tem trenutku. Kar pa mene najbolj daje v trenutek, so tako najbolj preprosti momenti, kjer se zavedaš, da ne rabiš čisto nič drugega, kakor sam sebe, pa to, kar je v tistem trenutku okrog tebe. In v bistvu, ko se znajdem v nekih takih čist preprostih situacijah, kot je, ne vem, objem z Majo ali pa biti vzunji v naravi na mojem najljubšem placu, pa imeti zraven ogenjček, moli, vodo, ki teče mimo, pa da si kuham kakav na ognju, pa ti je to dovolj v tistem momentu in takrat čutim to, da si res tam, to, da se življenje kar zliva skozi tebe in da si del vsega tega, kar je. In ponavadi so to neke situacije, kjer čutiš mir, zato da lahko v polnosti sploh doživiš to, kar je okrog tebe. Ker če hitimo ali pa, ne vem, mestno življenje v resnici, ki sem ga jaz zdaj zamenil nazaj s podeželskim, je v bistvu meni odvzemalo to moč tega trenutka. Sej ne, da ta stvar kroji neko usodo in da ne moreš biti v trenutku v mestu ali pa v nekem hitrem tempu življenja, ampak je pa bistveno težje, a ne. Jaz sem si ravno včeraj dobila en preblisk in zapisala, da moram eno tako mini navodilo zame, da moram živeti kot v počasnem posnetku. A ni to, ko se kar naenkrat odzunaj ustavi, ker imaš več tega, kar je tle, a ne. Takrat si lahko v ljubezni, lahko se zavedaš te ljubezni, ki si, in pa imaš to moč, da se pravi, ta balans, a ne, danes bom mogoče ene dvakrat, trikrat omenila ta balans med ravno to, da kljub temu, da je to edino, kar imamo, kdaj pa iti pogledat to preteklost, a ne. A veš, to, kar si že sam omenil. Se pravi, dobro je, da kakšne vzorce gremo pogledat, a ne, in lahko jih presežemo, in dobro je, da vizualiziramo prihodnost, ampak ti imaš tega preveč, praviš. In te nekako vaje iz trenutka. Mene včasih življenje pol malo ustavlja z nekimi situacijami, z nekimi izzivi. Zato, da ustavim konje, ker včasih gre pač life prehiter. In se v tako kratkem obdobju zgodijo stvari, ki jih mogoče kdo doživi v parih mesecih. In je v bistvu pol nekako to tudi malo preobremenitev za cel živčni sistem, kar tudi ni okej, a ne. Že za naše zdravje in za trenutek in tako naprej. Tako da, ja, kdaj iti nazaj, pa kdaj iti naprej, jaz bi rekel, da v bistvu
da pridejo neke obdobja ali pa neki impulzi, ki nam je pa čist naravno, da potujemo nazaj v preteklost, v razreševanje nekih stvari. Tudi prejšnja življenja. Tudi prejšnja življenja, recimo, ki jaz verjamem, da zelo oblikujejo neke okvirje, kako mi živimo to življenje tukaj, a ne. Ali pa poglede vnaprej v prihodnost, v te zapise v zvezdah oziroma v te sanje, sanjske svetove, zato, da v bistvu znamo, da dobimo navdih, tako jaz to dojemam, da dobimo navdih, da orodja, navdih, da lahko v tem trenutku ustvarjamo mostove do teh sanjskih svetov oziroma do teh vizij, ker brez da bi v bistvu dobili občutek ali pa dobili neko inspiracijo, neko vizijo iz teh svetov potencijala, je težko v tem trenutku potem vedeti, kaj ustvarjati ali pa katero korak izbrati, katero pot izbrati, ne. Se mi zdi neka kombinacija vsega, biti res v trenutku, slediti srcu, poslušati srce, slediti v toku življenja in pa hkrati tudi nekako malo čutiti, kaj so te naši potencijali v prihodnosti. Tam se skriva prava moč, da zbiramo prave odločitve, da ustvarjamo prave stvari. Tako, tam se mi zdi, da se pa tako lepo odpre ta pot srca. Pa tudi se mi zdi, da če malo poznamo to, a ne, lažje pol verjamemo vase, v to, kar recimo kreiramo, ker imamo neko vizijo, vidimo nekaj, kar bi naj bilo, a ne, kaj je potencial v bistvu. Ja, če lahko tle zavedati se svojega potencijala, je zagotovo zelo lep vzvod za biti bolj samozavesten oziroma za ta občutek vrednosti, sposobnosti, ki ga mi rabimo pri ustvarjanju nekih stvari ali pa pri izbiranju nekih odločitev. Pa ali gre to za ustvarjanje nekih projektov ali pa gre to za čisto življenjske odločitve, kjer se moramo mi zavedati svoje vrednosti, s katero prihajamo v neko situacijo ali pa v nek odnos, recimo, a ne. In se mi zdi to bistvenega pomena. Kaj bi ti tukaj rekel, glede tega trenutka, da tega se nikjer ne učimo in gre lahko ful življenja mimo nas? A si se do 17 leta ukvarjal s tem? Nisi? Ne. A ne? Se ne, ja. Pri otrocih je to zelo lepo videti, kaj oni so v trenutku, a ne. Ja, otroci, ja. Otroci, ki se igrajo, recimo, ki raziskujejo, ki so postavljeni v neko svobodno okolje odkrivanja, piše jim na čelo, da so v trenutku, pa skozi life pač zaradi sistema življenja pač zgubljamo to povezavo ali pa to sposobnost. Pač žal nas v šoli tega ne učijo, se mi pa zdi, da se tudi to spreminja in da obstajajo gozdni vrtci, pa neke šole, pa zavestna vzgoja staršev, ki pa otrokom lahko dajo to okolje, a ne. In ni za obsojati, da zdajšnje generacije tega niso bile pripravljene. Se mi zdi pa, da je zelo vredno spodbujati to ali pa prepoznati to, da se to spreminja in da gremo, se mi zdi, da pravo pot, no. Vsaj to, kar jaz zaznavam v nekih naših. Mi smo v mehurčku, veš? Ja, to je pa še ena taka stvar, ki je v bistvu včasih, jaz kar malo spregledam. Tudi jaz. Tudi to sliko sveta, pa vidim v bistvu svoj socialni krog ali pa svoj krog življenja, kakšne neverjetne stvari se ustvarjajo, kako ljudje živijo svoje življenje, kaj počnejo, kaj gradijo in sem tako inspiriran in navdušen nad tem. Ampak jaz mislim, da glih iz tega se počasi to širi v svet in da bo nekoč svet zajel en tak val te energije in ljubezni. Ja. Bomo dihali ljubezen. Ne, je pa res, ko si prej rekel, da zavestno vzgoja, da jaz sem pa sprejela to, da se jaz lahko učim tudi od otrok. A ne? In jaz občudujem Majo, ko jo vidim, in jaz upam, da to njo nikoli ne bo minil, kako ona zna biti v trenutku. In se učim tudi od tebe, ne da bi ti vedel. Z opazovanjem.
Ok, greva naprej. Super za tale trenutek. Pol se mi zdi ključno, da ne bežimo od sebe. Tukaj bi izpostavila, da se mi zdi v zadnjem času, in to sva midva tudi imela enkrat na seansi, kjer si mi ti kanaliziral, koliko je pomembno, da delamo tudi s težkimi občutki in kako lahko ti težki občutki, če jih sprejmemo, objamemo in presežemo, lahko v bistvu nam ful veliko dajo. Pa me zanima, kaj ti misliš o tem se ti dotikaš senc in kaj na to temo, no? Veš sama, da je to kar aktualno trenutno v mojem življenju. Kar sem jaz sprejel v tem življenju je to, da skozi najtežje trenutke se zgodijo največji premiki, največji projekti, največji preboji. In v bistvu zaradi tega, ker me spremlja to neko zavedanje, mi je pol lažje. Je pa res, da ko si v nekem vrtincu teh občutkov, težkih občutkov, ker misliš, da se ti dogaja life čist proti tebi in tako naprej, je ful težko to prepoznati, ne? In normalno bežiš stran od tega. Tudi jaz zdaj za zadnjo to situacijo totalno bežal stran od tega oziroma mislil, da mi življenje obrača hrbet in tako naprej. Ampak v resnici se iz tega na koncu zgodijo najlepše stvari in so se, ne. Tako da ja, v bistvu tukaj neko podporo imeti, da ko se to zgodi, ko padeš v ta vrtinec, da imaš neko podporno okolje, da te to čist ne povleče vase, zato ker je lahko potem zelo naporno in zelo težko. Ampak da v bistvu skozi vse to probaš prepoznati, da za tančico tega se skriva lekcija, se skriva učenje, se skriva sprememba. In ponavadi so ti težki občutki povezani s tem, da smo navezani na neko situacijo ali pa navezani na neko udobje, na nekaj poznanega in potem, ker je treba določene stvari spremeniti, kaj spustiti, kaj pozdraviti, kaj osvetliti, se v bistvu zgodi ta upora, ne. Zaradi tega, ker nas je strah, kaj je tam za nas oziroma kaj je tisto neznano, v kamor stopamo. In ja, se zavedati tega, da ta korak v neznano je lahko najlepša odločitev v našem življenju na koncu, a ne. Ali pa nam odpre življenje v takih aspektih pa v takih globinah, da si niti predstavljati ne bi mogel. Se pravi, midva zdaj govoriva o težkih občutkih, ki pridejo z izzivi, in o težkih občutkih enako pravzaprav, ko so naši začarani krogi lahko že leta, a ne? V bistvu so eno in isti. Ja, velikokrat so izzivi v bistvu samo sprožilci teh občutkov, a ne? Vse določene stvari so že v nas sami. Jaz sem opazil pri sebi, da te senčni deli nas oziroma ti težji občutki, travme, strahovi, dvomi, to prihaja na površje v nekih intervalih, ponavadi pa to sproži pač nek izziv v življenju, ali je to razhod, ali je to neka zaprta vrata, ali je to izguba. Nek zunanji impuls, ki v bistvu to prinese na površje, a ne. Jaz verjamem, da te stvari načeloma so kar v nas, a ne. Da za temi izzivi nam življenje prinese to na površje, da lahko mi s temi stvarmi delamo, a ne, da jih lahko pogledamo v oči. To je pa velikokrat ful težko, a ne. Soočanje s svojimi lastnimi sencami, lastnimi strahovi, lastnimi travmami, lastno preteklostjo so stvari, ki zahtevajo svoj čas in so stvari, ki pač niso enostavne za nikogar verjetno, a ne. Ampak že ta pogled iz oči v oči tem strahovom ali pa tem travmam preteklosti njim odzame moč, a ne. In sprejemanje te ranljivosti je en tak objem ljubezni, ki ti da moč, da presežeš to. Da ti moč, ja, in tudi navdahne druge lahko s tem, ko ti podeliš to, a ne. Ja. Kot si ti takrat pred kratkim podelil. Čeprav je bilo en mesec
v bistvu si se ti delal kar Šveda, ne? A boš kaj povedal o tem? Mislim, Šveda v smislu, ja, se je vse v redu, se bo rešil, a v resnici si najbrž boril sam s sabo, a ne? Ja, lahko se malo dotaknemo tega, ja. To je bil en tak ogromen izziv, s katerim se v bistvu zdaj sooča cela ekipa, z mano na čelu, in pa v bistvu to je največji projekt, ki ga ustvarjamo, ne, Guardians Festival. Največji projekt, ki ga ustvarjamo, in mi smo se soočali z izzivom, ki je verjetno največji od vseh, in to je izziv povezan z festivalsko lokacijo, ki je osnova. To je tako temelj, da sploh lahko se začneš pogovarjati o festivalu, a ne, brez festivalske lokacije ni praktično ničesar. In mi smo bili v bistvu soočeni nekako s tem izzivom, da nismo uspeli pridobiti dovoljenja, zaradi tega, ker potekajo rekonstrukcijska dela na nabrežju Savinje. In zaradi varnosti in zaradi tega razpisa v bistvu za ta gradbena dela in tako naprej bo pač tisto nabrežje, kjer je tudi naše originalno festivalsko prizorišče bilo, bo pač gradbišče. In jaz sem nekako od začetka tega izziva verjel, ok, to se že nekako more rešiti, a ne. Pač bomo že našel način. In jaz sem 1 mesec pa pol res iskal, pač res sem mogel poosebljati to energijo problem solverja, in jaz nisem šel delati planov A, planov B. Čeprav mi je marsikdo v bistvu dal tako in your face, čas je za plan B, plan C, plan itd. itd. Ampak jaz sem nasplošno tak človek, da pač to tako veš, da pač pri meni je plan A in to je edini plan, ki ga imam. Zaradi tega, ker ja, nekako čutim, da se tako najlažje pol energija usmeri in začutim neko vizijo in me ta vizija pelje, ne, tako kot me je v bistvu to peljalo. In to je v bistvu toliko močna lekcija bila, da sem jaz imel tako kar malo zaslepljene oči in slepo verjel, da se bo to nekako rešil, ampak zdaj, ko za nazaj pogledam, sem jaz v resnici bil voden, da sem slepo verjel. Jaz se mi zdi, da je vsak korak, vsak dan se je zgodil tako z namenom, da jaz nisem šel že iz štarta iskati rešitve plan B. Zakaj pa misliš, da si... Jaz mislim, da je ta situacija potrebovala svoj čas, zato da se je odprl ta plan B, ki je zdaj postal nov plan A, a ne? In kar se je v bistvu zdaj vmes zgodilo, je to, da se pravi, jaz sem bil zelo vezan na to festivalsko prizorišče, nahaja se 5 minut stran z avtom od našega doma. V bistvu tam sem praznoval svoj 18. rojsten dan, družili smo se, tja sem hodil na sprehode, meditiral, pač res je en tak magičen plac, a ne. In jaz sem bil zelo vezan na to, čeprav sem potihoma v zadnji vedel, da bomo letos imeli velik izziv, kako cel program in vse to, kar smo mi pripravili z vsemi artisti, res postaviti na to prizorišče, kljub temu, da smo se širili v bistvu, da bi se širili v oba dva gozdova, ki sta zraven, pa še gor na neke travnike, a ne. Ampak bi kljub temu imeli velik izziv. Jaz sem kar mislil, da to bo nekako funkcioniralo. In na koncu se je izkazalo, da res je bilo tako in your face, tukaj je slepa ulica, konc. In v bistvu takrat, ko sem jaz končno si priznal, da je konc, je meni odlegal. Jaz sem pa 1 mesec pa pol živel v tem dvomu. Kako si pa živel vsak dan, kljub temu, da si mislil, da se bo rešil? Ti ni bilo najbrž dobro? Ne, mislim, sej veš, kako je bilo to obdobje, ne. Pač ti bližnji, tudi frendi, vejo, da pač ni bilo najbolj rožnato. Jaz sem se čisto maknil v bistvu v tem času iz povsod. In nekako bil to notranjo bitko samim seboj med tem, da zaupaš, pa med tem, da ti življenje obrača hrbet, oziroma vsaj ti misliš, da ti ga, ne.
In pač, ja, pač ni bilo enostavno. Ampak na koncu vemo, kaj se je zgodilo. Ne. Mislim, zdaj, če povem, jaz to lekcijo, ki se mi zdi, da sem jo mogel osvojiti z vsem tem, je v bistvu to, da ima včasih življenje plane, ne tvoja glava, ne. In da če se ti plani križajo, oziroma če se ne pokrivajo, če niso aligned, se zgodijo stvari, zunanje stvari, ki tvoj life obračajo v eno drugo smer, ne. In točno to se je zgodilo, ne. Pač takrat se je vse obračalo v drugo smer. In ko sem jaz sprejel to, tako kot sem rekel, meni je tako legal, jaz sem končno lahko zadihal po enem mesecu pa pol. Zadihal sem in si rekel, ok, zdaj pa pač čas za plan B. Čeprav bi lahko plan B iskal že mesec pa pol prej, ampak enostavno, jaz se mi zdi, da sem rabil ta čas, da sem jaz to pri sebi uspel sprocesirati in switchnati cel mindset in celo vizijo, ne. Ker kaj v bistvu se je z vsem tem dogajalo, še pred objavo festivala, to je bilo enkrat v začetku marca, 14 dni prej se je v bistvu čisto spremenila vizija festivala. Mi smo mislili, da bomo še vedno delali festival v angleščini, v taki majhni zasedbici. Pol se je pa zgodilo to, da smo uspeli zabukirati artiste, o katerih sem sanjal že ful časa in v bistvu jih še v Sloveniji nismo imeli priložnost poslušati in so eden za drugim v bistvu potrebovali udeležbo oziroma potrebovali to, da bo oni performali na festivalu. In enega lepega dne se prav spomnim, ko je bila luna v Strelcu, ker Strelc je tak, ki gleda naprej, Strelc je tak, ki je povezan z tujino tudi, ne. Se je zgodilo to, da se je sam obrnila ta vizija, da imamo pač nekaj večjega, in da festival v bistvu nekako preoblikujemo v to, da ga odpremo tudi za tujce, ne? Da ga odpremo tudi za tiste, ki bi želeli to v naši lepi državi doživeti. In si mogoče lahko predstavljaš, da v 14 dneh smo mi mogli spremeniti vse. Cela ekipa je v bistvu takrat spreminjala celo vizijo, vse kopije za spletno stran, v bistvu cela besedila so bila v 14 dneh prevedena, objavljena je bila pol angleška spletna stran, v glavnem vse se je obrnilo in zdaj, kar se je zgodilo s to festivalsko lokacijo, spet se je vse obrnilo in se mi zdi, da ta nova festivalska lokacija, ker se selimo na Kolpo, ja, res, mislim, to, kar smo zdaj našli, je 5-krat večje od tega, kar je bilo prej in je za potrebe festivala 5-krat bolj čudovito od tega, kar je bilo prej in sem tako hvaležen, da se je vse tako odvilo, čeprav nisem takrat, ko sem bil v tem krču, videl te rešitve. A si mogoče preveč navezan na to vizijo, ki si jo videl, ker ti si imel vizijo točno tega prostora? Ja, jaz sem imel vizijo tega prostora, pa tudi kako bi v naslednjih letih festival na tem prostoru širila, ne. Ampak se v bistvu ta vizija pol za tem, kar ima vesolje, ni alignala in sem sprejel to, mi je bilo težko sprejeti to, da moja vizija ni alignana s tem, kar si vesolje želi. Zakaj pa misliš, da so ti dali tako vizijo, če v resnici pol si jo mogel spremeniti? Ja, jaz verjamem, da so neki procesi pri tem, da se vizija lahko izčisti, oziroma da so neki procesi, da ti stopiš v stik s tisto vizijo, ki se res želi zgoditi, ne. Si predstavljam in si lahko priznam zdaj, da sem bil po moje preveč navezan na to lokacijo, da moja glava sploh ni videla nič drugega kakor to, ne. In ker sem bil tako močno ujet v to predstavo, to je ta vizija, je pač rabil biti en face trukar, zato da se je v bistvu, da so se okviri te vizije porušili, zato da sem lahko videl sploh naprej, kaj še obstaja, ne.
In pa, ko smo najdeli to res, res, res čudovito lokacijo, ki je... Jaz nisem bila, ker Nisi enkrat... še bila. Ja, ne, če mi smo bili na 4 drugih placih, familiarno, a ne? Šli smo na Na en cel izlet. popoldne iskali. Šli smo na en izlet ob Kolpo, gledati potencialne lokacije in za to lokacijo nam je zmanjkalo časa, ampak tudi to zdaj razumem, zakaj, ker smo jo mogli res v bistvu videti in začutiti v miru, v svetlobi, ker takrat je bila že tema. In v bistvu, ja, jaz, ker sem stopil tja, jaz sem se zelo v Pa v lokacijo. bistvu z ustvarjalci si jo mogel videti. Ja, mogoče. ja. Jaz sem se res zaljubil v to lokacijo in zdaj tako močno verjamem, da je ta lokacija, skozi katero se lahko zgodi višja vizija festivala. In marsikdo mogoče ne razume te višje vizije festivala, ker sem dobil tudi veliko sporočil, ki niso bila glih najbolj razumevajoča v smer, kam se festival razvija, pa se mogoče lahko tudi tega dotakneva. Okay. Ampak jaz za ta festival čutim, da slovenski prostor je pripravljen in da slovenski prostor potrebuje večje gatheringe, večje festivale, ki pripeljejo ali pa odprejo prostor mnogim slovenskim ustvarjalcem in odprejo prostor mnogim tujim izvajalcem, glasbenikom, svetovno znanim zvezdam, ki v Slovenijo prinesejo to, kar oni počnejo. In da imamo Slovenci priložnost doživeti cel nabor teh svetovno znanih glasbenikov v tem prostoru in da bodo ljudje iz drugih držav hodili v našo čudovito Slovenijo, v našo srčno Slovenijo to doživljati. A veš, zakaj bi se mi mogli z letalom pelati na en koncert, da slišiš nekega artista, namesto da v bistvu te artiste še več njih pripeljemo mi sem, ki jih lahko doživiš v enem podaljšanem vikendu, a ne? In to je ta višja vizija, ki se mi zdi, da se zdaj tako močno usedla dol. In v bistvu tudi ti artisti, ki jih imamo zdaj objavljeni še niso vsi, a ne? Tudi ta lokacija nam omogočala to zdaj, da pripeljemo še kakšnega headlinerja, pa presenetimo mogoče ljudi, skupnost, da je to en tak prostor, kjer lahko ljudje v bistvu začutijo, doživijo to, kar prej poslušajo, a ne. Ogromno je glasbenikov, ogromno je ljudi, ki meditira, ki masira, ki izvaja terapije na v bistvu točno te glasbenike. In mene točno ti glasbeniki spremljajo na moji poti, že zdaj nekaj let, na moji poti... In mene, in Atija. Ja, na moji poti sprehodov ali pa na moji poti kanaliziran, na moji poti obredov, na moji poti, ki meditiram in doživeti to v živo se mi zdi eno tako izjemno darilo. No. Jaz bom zdaj malo zapeljala nazaj in se bova Orang pol še dotaknila te vizije. In sicer, ko si omenil meditacijo, pa bi se navezala na to ravnovesje, ki sem prej rekla, kako bi ga pa lovil tle. Na eni strani težki občutki, a ne? Na drugi strani gremo meditirati, pa meditacija je super, ampak tudi v duhovnosti je lahko kakšen obliž, a ne? Se pravi, mi imamo v življenju lahko alkohol, da nam to, a ne, malo pomaga zradirati te težke občutke, ampak pač trenutno. In imamo lahko tudi meditacijo kdaj, a ne? Kako ti zbiraš, kdaj se boš takole pogledal in kdaj boš meditiral in boš navidezno super 2 uri? Ja, meditacija ni nujno samo obliž, a ne? Ampak je pa velikokrat tudi vidim pri sebi, pa pri tebi, pa pri drugih ljudeh, da se pol z meditacijo kar tako na hitro pobegne v en mal višji, lepši svet, zato da nismo v stiku s temi občutki, ampak nismo pa rešili te stvari, a ne? Še vedno ti občutki so, pa se verjetno lahko hitro vrnejo po 1 uri po meditaciji, recimo, a ne? Če smo res v nekem krču. Jaz recimo imam tudi obdobja, ki je toliko slabo
ali pa ker sem toliko odrekel, koliko je bilo par teh momentov, koliko je bilo tudi zdaj, ker se enostavno niti ne morem spraviti meditirati, recimo. A ne, in si v bistvu toliko noter, pa toliko kar malo žrtev. Sploh nočeš biti dober. In v resnici kar malo nočeš biti dober in si kar malo v tistem noter in to se verjetno lahko čisto vsak prepozna, ne. Pač to je... Jaz nisem vedela, da si ti tak. Ti meni govoriš, da sem jaz taka. Ne. Žrtev si, ne biti žrtev. Ja, valjda se v teoriji... Jaz nisem vedela, da si ti žrtev, prosti. Mislim, mogoče ne pokažem to navzven, ampak pač tudi jaz marsikdaj padem v to. Itak imam zdaj orodja ali pa zavedanje, da pač to čim prej presežeš, a ne. Ampak zdaj je bil eno tako obdobje, ki misliš, da se life obrne proti tebi, ne. In to je pač vloga žrtve, a ne. Life se dogaja proti meni, okej, zdaj pa se grem jaz mulat, a ne. In sem se kar nekaj časa mulil, a ne. Ampak kaj pa lahko narediš takrat? Nič dobrega. Mislim, energija te pa ne podpira pri recimo drugih projektih, ne? Ja, zagotovo, ne. Mislim, takrat je zdaj vse za nekaj časa stalo, a ne. Ena stvar je, ali greš res se tako aktivno lotiti, pa z neko namero biti recimo v meditaciji s temi občutki, da jih presvetljuješ, da jih presegaš, da začutiš nazaj to moč, to ljubezen, da presežeš vse te stvari in greš v življenju naprej, pustiš vlogo žrtve recimo za sabo, a ne. Ne pa, da bi bila meditacija, grem sam malo gor v višje svetove, samo zato, da ne bom čutil tega. Ne bo meditacija pol orodje, da res pač to presežemo, a ne. Pa meditacija je samo ena izmed mnogih stvari, kako lahko v bistvu te stvari presegamo. Kako pa še presegaš, da se posediš sam s sabo in Ja. čutki in te duši in... V bistvu včasih tudi samo to, da si s temi stvarmi, a ne. Jaz sem imel veliko momentov, zdaj pa bod s tem, pa pač ne te občutki trgajo, pa ke te trgajo malo, je v bistvu pol lažje, ker jim, kakor da daš prostor, daš prepoznavo Svobodo. in veš, da nimajo moči, da bi prevzeli kontrolo nad tvojemu življenju, a ne. Recimo, kjer sem jaz pol naredil velik preskok, je naše potovanje na piramide. To smo imeli v bistvu zdaj v aprilu. To je bilo po tistem, ko smo mi hodili gledati lokacije. Ja, valjda, drug dan si šel, ko smo šli še po... Ja, točno po tistem, ja. Jaz sem v bistvu na piramidah prvič dobil potrditev, to ti po mojem še sploh nisem povedal. Jaz sem dobil potrditev za to lokacijo ob Kolpi, v bistvu Fara oziroma občina Kostel je to. V meditaciji ali kaj? Ja, v HP sessionu zvečer. Okay. Sem dobil prvič potrditev, da je to. Prav res tako zelo jasna potrditev, da je to. Pa jaz sploh nisem bil še dol, da bi v bistvu sploh videl, če je to primerno. Nisem vedel, kakva je cena, nisem vedel nič, ne. Ampak sem dobil jasno potrditev, Miha, to je to. In v bistvu pol... Naslednji en velik premik, pa v bistvu par dni po vsem tem, sem imel pa v bistvu rojstni dan in za rojstni dan sem dobil eno tako lepo darilo. Sem bil na obredu z psilocibinskimi gobicami in tam na začetku pač ni bilo najbolj enostavno, zaradi tega, ker prideš z vso težo tega meseca pa pol, ki sem jo jaz nosil s sabo, tako na ramenih. Pač ni bilo najbolj enostavno na začetku vse to spustiti, oziroma vse to pustiti za sabo, ampak pol v bistvu sem naredil en tak preskok in od takrat naprej se vse tako lepo zlagalo naprej in tudi v bistvu na samem obredu jaz sem podoživel to lokacijo, jaz sem bil tam, Novo. Ja, jaz sem živel utrip festivala, pa sploh nisem bil še na tisti lokaciji, ampak je bilo tako jasno, da je to to. Ljudje so bili. A tam? Ja. Ja. A ne, tako da v bistvu, če se vrnem nazaj, ful je enih načinov, recimo tudi narava, ali pa nekdo najde to v ledeni vodi, meditaciji, uporabi kakšnih razpršil, kadil,
da ne bomo pozabili na pogovore oziroma na psihoterapijo, na terapije, pač vsak najde pač to, kar mu najbolj odgovarja, ne. Ja, sicer ti pogovorov ne maraš kaj, a ne, se ti vedno rečemo doma, dej, tukaj smo, podpora, nikoli ne boš, sam boš v tem, ne, vedno, nisi gleda, da bi... Moja stvar do zdaj je bilo v bistvu, sej to sama veš, a ne, da delam stvari sam s sabo, a ne. Pač meni je nasplošno bilo v življenju se težko v enih stvarih odpirati, sploh pa pokazati neke ranljive dele sebe in to sem zelo močno na obredu dobil, a ne. V bistvu jaz, ker sem imel tudi pred 17. tisto težko obdobje sprejemanja lastne spolne usmerjenosti in vse to sranje, ki se je takrat dogajalo, jaz sem bil do zadnjega v bistvu čisto sam s tem, a ne, par let. In enostavno nisem imel moči, da bi to delil, preden se jaz s tem pomirim, a ne. In zdaj na tem obredu, kar je bilo mi zelo jasno pokazano, da v bistvu moj sistem, cel sistem bivanja je navajen, da jaz fajtam sam. Je navajen, da jaz ne pokažem, da sem jaz slabo, ampak da držim to v sebi, dokler jaz sebe ne postavim in pol pokažem. Zdaj se mi zdi, da si vedno bolj dovolim, da sem ranljiv v smislu, če sem v K, sem pač v K in to tudi pokažem drugim in me pol tudi drugi toliko lažje podprejo, a ne. Ne da nosiš maske pa fejkaš, ja, vse cool, pač ni vse cool, a ne. Sej, jaz sem pa čutila to, a veš. Ja, sej vsi verjetno čutijo. Tako da je bilo meni tudi bed. Ja, ampak dokler ni človek pripravljen se odpreti, to, da ti nekdo ponudi pogovor, mislim, sej ful lepo, a ne, mislim, se odpira nek varen prostor za to, da se lahko deliš, ampak človek mora biti pripravljen na to, a ne. Zato recimo jaz osebno do zdaj še nisem našel, mislim, zbiram mogoče neke alternativne veje, kako si jaz pomagam, a ne. In ja, mogoče bo od zdaj kaj drugače, pa tudi zdaj se mi zdi, že zdaj vidim v bistvu moji pogovori zdaj drugače izgledajo, a ne. Pač z vami, z frendi, z ljudmi, tako, predvsem bolj v tej smeri, pač pokaži ranljivost, če si v tistem trenutku. Hvala Bogu. Ja. Hvala Bogu. In s tem, to je super iztočnica za naslednjo temo. To je še ena stvar, ki se mi zdi pomembna, da smo dobri, da ohranjamo svojo energijo tle pri sebi. In točno to fejkanje recimo, nas tudi odtujuje na nek način od svoje energije. Kaj bi ti rekel, da nas odtujuje, oziroma da sesa našo energijo in kaj te pa vrača v ta steber? Ja, najbolj aktualno od vsega to, kar si omenila pri meni osebno. Sploh, če zdaj pogledam, pa zdaj zadnje mesece ali pa zadnje obdobje, da to, da hočeš prikriti to, da v bistvu si ti dober, in pofejkati to, da je vse okej in da handlaš in da zaupaš in da verjameš, da bo vse okej, ko se počutiš drugače, ne, to je toliko energije treba noter vlagati. To je ful energije. Tudi če pogledamo tisto moje obdobje, a ne, pred 17 letom. Jaz sem par let igral dvojno življenje oziroma igral nekoga drugega, zato da ja ne bi kdo zvedel, da sem jaz gej. To je pa, tukaj moram pa povedati, da jaz pa sploh ne vem, kako bi si to oprostila, jaz. Ne, noben si ne rabi tega oprostiti, ne, to je bila moja bitka, ki sem jo jaz bil. Ja, vem, ampak jaz bi rada bila support, pa nisem bila, ker nisem vedela, ne, ampak dobro, se to ni tema za Ampak sej nisi mogla vedeti, ne, sej noben v resnici,
kar nekaj let ni vedel, a ne. Pač to je bila moja notranja bitka, ki sem si jo jaz za ta live izbral in ko sem jaz rekel takrat, da ne bom več tega bil, se vemo, kako live odprlo in kako je bilo pa vse lažje, a ne. Ampak predstavljaj si, da nekdo več let igra nekoga drugega ali pa da skriva en tako pomemben del življenja in se bori, da ja ne bo kdo zvedel, a ne. Ja, ful energije gre. Toliko energije ti daš, da zgradiš vlogo nekoga, da ja ne bo kdo zvedel, recimo. Ali pa isto zdaj je bilo, a ne, da ja bojo drugi mislili, Da je vse da je vse okej. Ker tudi za našo ekipo, a ne, ker nas je zdaj res veliko. Jaz sem kar mislil, da moram malo igrati to vlogo, jaz moram imeti stvari pod kontrolo, jaz moram usmerjati to ladjo naprej in ne pokazati mogoče te ranljivosti, da sem v P, da ne bi oni izgubili zaupanja, da ne bi oni Jaz sem izgubili. rekla, Ja, ne. da parkrat sem ti rekla, povej, javno povej, vprašaj za prostor, a sem ti rekla. Recimo. Ja, ampak mislim, težko je to, a ne, težko je pač te stvari pokazati. To je glih ta sistem, no, jaz mislim, tako mi je bilo pokazano na obredu, zaradi tiste izkušnje prej, pa v mojih najstniških letih, je moj sistem bil navajen, da stvari handlam sam pri sebi. In da stvari držim zase in si pač ne dovolim pokazati te ranljivosti. In v bistvu se mi zdi, da bolj, ker sem si dovolil biti ranljiv tudi z ekipo, da bolj so oni lahko, oni so bili še bolj on board. Ja, pa tudi A ne. oni so bili lahko bolj oni, ker vedno navdahnemo ja. s tem druge, da si tudi dovolijo lahko, a ne. Jaz mislim, da zdaj v bistvu, ker mi smo zelo navezi tudi z vsemi facilitatorji, a ne, z vsemi artisti, imamo eno skupino ustvarjeno, da tudi vsi tisti so začutili, da s tem, ker smo mi šli čez vso to sranje, po domač povedan, da prav res tak support čutim, da so v bistvu še oni bolj zraven, da so še oni zdaj bolj on board, zaradi tega, ker smo... Del tega, a ne. Ja, se čutijo del tega, ker smo v bistvu kar nekako vsi skupaj prebrodali to, a ne. Se tudi z njim je to povezano, a ne. Se, če imajo oni nastop ali pa če imajo oni delavnico na festivalu, ni vsakmu kar vse, kaj se bo zgodilo s festivalom, se pač bo, a ne. Tem ljudem je pač pomembno, da uspešno pač izpeljemo ta festival in pač ja, to zdaj z novo lokacijo je pika na i, da se mi zdi, da smo še bolj povezani in bolj močni skupaj. Se prav rekla sva, ja, to ugajanje, postavljati zdrave meje, se mi zdi zelo, zelo ključno za ohranjanje naše energije. Da v bistvu poslušamo intuicijo, ne. Tebi to gre dobro, se mi zdi, da ti vedno ne greš mogoče v tisti krog ljudi ali pač situacij, ki ti je nelagodno in čutiš neko negativno energijo. Tako da... Ja, nekako čutim zdaj, da pač v tem mojem krogu s temi ljudmi, ki ustvarjam, s temi ljudmi, ki se povezujem, da je zelo iskreno in zelo ljubeče vse. In da tle se mi zdi, da pa znam začutiti, no, kaj pa kako. In pol, ko poznaš to, ne boš sprejel manj, a ne? Pač, ja. Kaj pa bi rekel, da recimo meni se zdi, da upočasnitev prinaša meni več sebe. In če nimamo energije, se moramo upočasniti in nafilati baterije. Kaj tebi tle najbolj pomaga, recimo? Ok, zanimivo vprašanje. Meni prvo da life en focen, zato ker drugače se ful težko ustavim z vsemi vizijami in z vsemi projekti. Ja, vem. Ampak je bilo zdaj v življenju zelo tako, da je ful stvari odpadalo. Ful stvari odpadalo in sem v bistvu jaz tudi sprejel to, da če ene stvari odpadejo, da imajo v bistvu druge
več prostora. Ker recimo zdaj z festivalom, to je rad tudi toliko ogromen projekt, da jaz skoraj da nimam za druge stvari v bistvu ta moment kapacitete, časa, prostora, da jih lahko držim in sem se nekako sprijaznil s tem, da v tem obdobju dajem pač festivalu prednost, a ne. Tako da te focni, da stvari odpadajo. Pa kar meni ogromno daje ta moj obredni prostor za Savinjo, ke se čas ustavi, ke rabiš ogenjček, Da si ga še jaz posvojila, veš. Ja. Sicer ne z ognjem, ampak brez. Reka teče mimo in je v bistvu, tam se mi zdi, da grem pa v en tak state, ke se znam čisto ustaviti, ke znam prisluhniti temu, kar je v tistem trenutku živega, ke znam močneje začutiti intuicijo, vizije in mi ta prostor ful odpira, no. Tako da to je recimo še ena taka stvar. To sem se pogovarjala včeraj, ful veliko uporabljam kadila. Ja, v bistvu ja, to bi bilo tudi moje vprašanje, da zaščitimo, na kakšen način v bistvu zaščitimo svojo energijo. Ja, s kadili sem jaz v bistvu v zadnjem času ful povezan. Ne vem točno, od kje je to prišlo, ampak je to kar zdaj nekako del mene postalo, no, da pač te obredne kelihe imam, oglje, ali pa v bistvu sam na ognju, a ne, se lahko delajo preprosta daritva s kadili. In ja, ne vem točno, kdaj se je to začelo, ampak močno povezavo čutim s tem, da ti lahko spiriti rastlin pač pomagajo pri tem, da te očistijo, da te zaščitijo, da te vrnejo vase, ker so to vonji, ki lahko zelo pomerjajo, ki lahko zelo energijo povlečejo nazaj, te ustavijo. Tako da ja, tudi kadila recimo, no. Včasih si še tuš prekajeval, a to še počneš? Že nekaj časa nisem, ampak si me spomnila nazaj, ja. V bistvu imam neke posebne rituale s kadili. Moj osebno najljubši je to, da se v bistvu kadila darujejo ognju. Recimo za borovo pa smrekovo smolo ful veliko delam v zadnjem času. In v bistvu ti se usedeš pred ogenj, se z njim povežeš, mu daruješ kadila in v bistvu bodo ta kadila tako lepo objela, pa ne samo tebe, ampak cel prostor, in v bistvu podprla tvojo namero, ki je v tistem trenutku živa, ne. Točno to sem hotela reči, da v bistvu, da v prvi vrsti lahko pa že za zaščito postavimo neko namero, a ne, ali pa za očistiti, ali pa tako. Ja, jaz pa moram reči, da sem se nad kadili navdušila v Bosni, ke smo bili, ke smo ful skozi se prekajevali in ti si z ono pahljačo, žajbelj, obožujem ga, res. In pol tudi to novo razpršilo je nastalo z kopalom. Ja. Tako da... Saj to moram pohvaliti, ne. To se v našem krogu v bistvu pogovarjamo, to sem ti že povedal, da po moje tako number one, oziroma tvoj nek masterpiece, ki je nastal v zadnjem času, ta razpršilo in the moment, in lepo pooseblja to, kar sva v bistvu govorila, ne. Ja, v bistvu jaz to mojstrim in se mi zdi, da sem zaradi tega to ustvarila za sebe, pa še za druge, a ne. Je tako res, čuti se, da je prišlo iz pravega srčnega prostora. In se mi zdi, da so ga zaradi tega ljudje toliko posvojili, oziroma da ga zaradi tega ljudje tudi toliko občudujejo. Ja, hvala. Okej, jaz bi šla naprej. Mogoče sam še, da se dotakneva prizemljitve, a se ti zdi, v bistvu zaščita. Zaščita, se pravi, ti uporabljaš neke rituale v vsakdanjem življenju in v neki spiritualni praksi, ki je zdaj sicer bolj na pavzi, a ne, ti si medij. In tudi tam
se ti zdi pomembno, da mi zaščitimo energijo Ampak klienta? kaj misliš, da je na pauzi? To individualno delo. Ja. Ja. Se ti zdi v bistvu tudi tam pomembno? Jaz zdaj pač študiram to spiritualno hipnozo in se učimo tudi, da zaščitimo prostor, da v bistvu zaščitimo v bistvu sebe, a ne, ker le obdelujemo neke energije in globoka čustva in tako. In da v bistvu je tudi prav, da klient dobi nek čist zaščiten prostor z ljubeznijo, svetlobo, ker nekak terapevt si predstavljamo, da bi ne znal to narediti. In ti imaš vedno neke special tehnike in portale in mahaš in ne vem. Se pravi, ti v bistvu ščitiš svojo energijo vedno nekako, no. Mislim, da to je itak ful pomembno, ne, kar se tiče dela 1 na 1 ali pa tudi dela v skupini, ne, ki se vodijo potovanja v Bosno ali pa ki imamo obrede s kakavom, zdaj, ki se dela festival. Nekdo, ki to izvaja, ali pa tisti, ki držijo prostor, ne, spaceholderji, imajo to odgovornost, da držijo čist sveti prostor za to, da izkušnja, oziroma za to, da udeleženci ali pa klienti doživijo čisto izkušnjo tega, kar so oni prišli, ali pa tega, kar oni potrebujejo, ne, predvsem to. Tako da je to vloga, mogoče se o tem premalo pogovarjamo, ampak je to nekako etično izjemno pomembno pri v bistvu spiritualnih praksah. Jaz osebno imam, če delam 1 na 1, pa tudi v skupinah, pač neke take kar razvlečene rituale, ki meni to v bistvu pomagajo, da se vzpostavi ta sveti prostor, ki se čuti, da je varen prostor, zato da se ljudje lahko tudi odprejo, zato da ljudje lahko poglobijo povezavo sami s seboj, zato da ljudje se lažje zakoreninijo v ta svet ali pa lažje prebudijo povezavo z nekimi višjimi svetovi, z vizijami in tako naprej. Zato absolutno pač nek sveti prostor, temu bi jaz tako rekel, no, nek sveti čist prostor pač more biti, da se lahko te stvari zgodijo, ne. Zdaj v vsakodnevnem življenju pa opažam vedno bolj pri sebi zaradi vseh teh situacij, pa zaradi vseh komentarjev in tako naprej, ne. Kakih komentarjev? Ja, tako, kar sem se že prej dotaknil, da pač meni velikokrat ljudje tudi tako in your face povejo ali pa napišejo pač nek komentar, ki ni najbolj spodbuden, ali pa... A res? A to so tvoji ljudje? Pa ne bom rekel, da so moji ljudje, ampak predvsem v bistvu, če se lahko tega dotaknem, no pač izhaja iz mogoče nekega nerazumevanja pač višje vizije, a ne. Pač recimo, zakaj odpirati festival za tujce, zakaj dajati festival v angleški jezik, če imamo slovenščino. Jaz se to tako totalno strinjam, da slovenski jezik je absolutno, res je zelo pomemben, a ne. In mi celo leto delamo ogromno dogodkov, pa ogromno stvari, vse v slovenščini. In zdaj, če imamo mi en festival v angleščini, ker je vizija festivala, da postane to mednarodni festival, oziroma da ga postavimo na zemljevid v tem delu sveta, zato da ljudje iz drugih koncev sveta pridejo sem ali pa iz tega dela Evrope pridejo na ta festival, ni druge možnosti, kakor da je v bistvu festival v angleščini, a ne. In mene vodijo te višje vizije in marsikdo mogoče ne razume, zakaj izberamo take stvari ali pa zakaj take odločitve, a ne. Pa tudi komentarji na Facebook adsih pa tako naprej, a ne, ki se dotaknejo ljudi, ki mogoče niso glih v teh svetovih, in so to komentarji, ki pridejo iz nekega nerazumevanja, in moram reči, da v bistvu čist dober handlam. Glih so se hotela vprašati, če se te dotaknejo. Pa vedno manj, mogoče pač kakšni se me, ki so tako, nekateri ljudje pač res nimajo filtra, pa so tako malo nesramni, ampak tudi to probam čist razumeti, pa pretopiti to, da to ni moje, da je v bistvu to pač njihova frustracija, ki jo vidijo. Ja, pa tako znajo, a ne. Ja, sej, a ne, če nekdo ne dobi celo življenje ljubezni, kako bo pokazal to drugim, a ne. In potem se to notranjost vraša ali pa ta notranja stiska v vseh situacijah življenja
zliva nekako ven, a ne. In imajo ljudje očitno potrebo potem, da so ostri z besedami in da to dajejo Absolutno. drugim, a ne. Pač velikokrat je to prelaganje odgovornosti, pač iz svoje osebne stiske prelagaš v bistvu odgovornost drugama, ne. In to so potem besede, pa so takšni in drugačni nameni in tako naprej. Nisem videla komentarjev tvojih, veš, tako da ne vem. Vidim pa Mislim, kdaj. pa sej tega ni toliko veliko, ampak pač so pa, ne. Predvsem v bistvu, po moje tudi, itak eni ljudje sploh niso v teh svetovih, zato čisto razumem, da tam ljudje, tam komentarji prihajajo pač iz neke frustracije, a ne. Velikokrat vidim pa tudi to, da tudi z organizatorji se mi ogromno pogovarjamo, a ne, jaz sem v krogu pač organizatorjev večjih dogodkov, festivalov po Sloveniji in tako. In vidimo, v bistvu se mi zdi, da kar vsi imajo to, da ljudje, tak občutek je, da se čisto ne zavedajo, kaj v bistvu to za sabo potegne, ne, kaj v bistvu, kakšni napori, kakšna tveganja, kakšna odgovornost je to, da organiziraš nekaj takega. Jaz bi rad dal tako kapo dol vsem tistim, ki so hodili že pred nami, vsem organizatorjem manjših in večjih dogodkov, ki v bistvu to res ni mačji kašelj, a ne, to je ogromen projekt, a ne, vodimo ekipo 10 plus vodij, 10 zunanjih izvajalcev, pa 50 prostovoljcev, a ne, Mislim, jaz vem, ker vem, si v stiku s tem. sem v stiku, ker pač vidim, da si skozi v tem, jaz vem, pa si ne bi znala predstavljati, da je tako. Ja, pač ljudje se velikokrat ne zavedajo, zato mogoče, zakaj to sploh govorim, da mogoče sam dam to zavedanje ljudem, da v bistvu brez organizatorjev recimo tudi ni teh stvari, ne. Ne bi imeli možnost v bistvu tega, pa ne bi rad zdaj dal vse karkoli, ampak ja, je v bistvu to tudi neka pomembna vloga, no, Valjda. s katerim pride tudi ogromno odgovornosti, pa ogromno tveganja, ki je pač prisotnega, ne. Valjda. In zdaj je čas, da gremo mi v ta lepši svet. Kaj si hotel reči? Kaj sem hotel reči? Pa glih nekaj sem hotel se na to še nekaj navezati, ampak, to, ki sem govorila prej v komentarjih, da tudi letijo na sveti, tudi tega je veliko. Pa v bistvu, ampak to bom pa zdaj tako sam nasmešen zaobjel. Veliko nekih nasvetov, kako bi kaj mogel, pa neka oseba ni še nikoli niti dogodka organizirala, to je tako ponavadi. In pol velikokrat, pa včasih sem, ampak velikokrat bi najraje rekel kar tako, lej, se te nič ne ustavlja, da ti organiziraš nek festival, čisto po tvojih merilih, čisto po tvojih vizijah, a ne. Tako, mogoče je pa lahko to komu izziv, a ne, da si da organizirati v bistvu nekaj večjega po čist njegovi viziji, ker jaz verjamem, da moja vizija ne bo vsem všeč, ali pa da jo marsikdo ne bo razumel, a ne, ampak jaz verjamem, da prihaja iz pravega prostora, iz srca in da v bistvu res toliko srčnih ljudi to ustvarja, da bodo pač ljudje to začutili, tisti, ki pač bodo. In probam spuščati to, da ne rabimo biti vsem všeč, da ne rabi biti vsem vizija festivala blizu. In ja, da tisti, ki bodo začutili ta klic, Bodo prišli. bodo prišli oziroma bodo del pač te izkušnje, no. Ja, jaz si v bistvu iskreno ne znam predstavljati, da bi nekomu solila pamet ali pa ne vem, da bi dajala take nasvete, ampak ja, lej, pač sigurno, se vidiš doma, Atja, ko se jezi kdaj na fuzbalerje, isto ne zna, oziroma ni tam, a ne. Sej v bistvu s tem, a veš, nočem očrniti tega, zaradi tega, ker to je tudi moja lekcija, a ne. Ja, To, da jaz dobivam več takih komentarjev ali pa nasvetov, nekaj pritiska v meni ali pa nekaj prebuja v meni, kar moram jaz v bistvu še pozdraviti ali pa kjer moram jaz še bolj verjeti, a ne. In velikokrat me te stvari učijo tega, da res ostajam zvest sebi, ne poslušam toliko
nekih nasvetov ljudi, ki mogoče še niso tam, kjer bi si jaz želel biti, ali pa ki niso podkovani v nekih, a veš, aspektih, kjer bi... Ja, razumem, ampak recimo ati, ki ti daje veliko nasvetov, on pa ne, da bi, mislim, njega bi pa mogel poslušati. A veš, ker sam želi iz drugih zornih kotov pogledati. Ja, ne? itak. Ne, se to ni nič letelo na njega, ne, mislim, jaz, čeprav mogoče ne pokažem doskrat, ampak sem hvaležen za to, da so mi stvari predstavljene tudi malo bolj iz te zemeljske perspektive, ne, kar pa čez rabam. Ok. Lepši svet, Miha, lepši svet, poveljni. Zdaj bova govorila o lepšem svetu, o festivalu, ki povezuje ljudi, ki verjamejo v lepši svet, ampak kaj zate je ta lepši svet, kakšna je tvoja podoba in pa kje si jo videl? Jaz jo že imam v sebi, to bi bil po moje odgovor. Jaz res verjamem, da te vizije lepšega sveta so nekako neka fuzija med temi izkušnjami, ki jih jaz kot duša že imam, v bistvu o mojih preteklih življenjih v svetih civilizacijah, kjer so bila življenja čaščena, kjer smo bili kot bitja prepoznani in kjer se je častilo to, da imamo priložnost biti nekam utelešeni. To se mi zdi blazno lepo. In da imamo v bistvu to priložnost doživeti to življenje. Čeprav se včasih zdi breme, čeprav se včasih zdi, da je izjemno težko, ampak v bistvu to je tako darilo in jaz bi si želel, da bi ljudje začutili, kako darilo je življenje. Meni je to osnovno poslanstvo, Ja. živeti sebe, res osnovno, pa tako se, pa nisem še tam, ka bi rada bila, recimo. Noben ni, ne, zares. Ampak sem pa ful hvaležna, da je ta želja in ta cilj čudovit pač pred mano, da ga vidim. Nisem še končal. Ja, vem. Vem, da ne. Hvala Bogu, ker nisem danes pripravljena, tako da boš ti več govoril. Ne, to je res nekaj, kjer sem jaz tudi passionate, nekaj, kjer sem jaz odkril svoje poslanstvo in v bistvu ful rad to delim. In nekako moj način, kjer zdaj jaz vidim sebe, pač na poti mojega poslanstva, na poti pač grajenja vsega tega, je kako s projekti in s tem, kar počnemo, s tem, kar ustvarjamo, gradimo te mostove do lepšega sveta. In prej sem govoril o tej fuziji, da je to na eni strani so spomini mojih preteklih življenj, svetih civilizacij in vsega tega, kar sem že doživel in v bistvu jaz v srcu res močen občutek, da je ta ljubezen in da je ta enost, da je ta skupnost, da je to čaščenje življenja že v meni, da s tem življenjem to prebujamo in ustvarjamo okolje, ustvarjamo svet, da lahko se tega spet spomnimo, ker jaz verjamem, da imamo to vsi v sebi, s tem, da smo na to pozabili in da je naša vloga tukaj v tem življenju, da se kot človeštvo v bistvu tega spomnimo, ne. Na drugi strani pa čist vizije, ki so navdih potenciala, navdih prihodnosti, tega, kar jaz vidim, kam se človeštvo lahko razvija, ne. Tega, kar lahko človeštvo s skupnimi močmi, kot skupnost, kot povezana celota ustvari, ker vidim zdaj pri naši dinamiki, pa smo še relativno majhna ekipa, ne, česa smo mi sposobni skupaj ustvariti. Zdaj si pa predstavljamo, da se neke lokalne skupnosti povezujejo, da se skupnosti na ravni države povezujejo, na ravni kontinentov, na ravni sveta povezujejo, ne. Kaj je človek pripravljen oziroma sposoben ustvariti, ko smo povezani v neki skupni viziji lepšega sveta, ker konec dneva jaz verjamem, da si vsak v resnici želi živeti en life ljubezni, skupnosti, povezanosti, sočutja, topline, da je to naša primarna potreba. Ne vse te vojne, ki se dogajajo, ne vse te zlorabe in takšne in drugačne situacije, ki jih imamo po svetu,
ampak da je potreba čisto vsakega izmed nas v bistvu biti na koncu sam ljubljen, biti povezan s soljudmi, biti povezan v skupnosti in pa najti smisel v nekem ustvarjanju. Jaz mislim, kar manjka ljudem je to, kar manjka človeštvu, no? Da smo izgubili smisel oziroma da smo pozabili na neko moč ustvarjanja, da mi lahko z ustvarjanjem nečesa, karkoli to že je, kjer se najdemo, damo svojemu življenju smisel. In v bistvu zame je to lepši svet. Svet ljubezni, povezovanja, skupnosti, soustvarjanja, glasbe in v bistvu to vizijo lepšega sveta želim z projekti oziroma z dogodki, predvsem zdaj z dogodki, nekako predstaviti ljudem ali pa odpirati prostor. To sem ful tudi močno začutil v zadnjem obdobju, da je moja vloga nekako res odpiranje tega prostora, iniciranje prostora, povezovanje ljudi skupaj, da v bistvu odpremo ta prostor zato, da lahko ljudje doživijo to izkušnjo, ta občutek, ga prebudijo v sebi, zato da jih ta občutek inspirira, da tako izbirajo in živijo svoje življenje. Da ti poneseš to iskro, ta navdih skupnosti, teh občutkov, povezanosti, soustvarjanja, ljubezni, da poneseš to vsakodnevno življenje, kjerkoli že si. Ja, jaz bi tukaj dodala k temu miru, ljubezni, res to povezano s sabo. Da je to zame lepši svet, tako kot sem na začetku povedala. In tukaj je festival sigurno tudi en tak prostor, varen prostor, zdravilen prostor, da se tudi sabo lahko povežemo, ne samo z drugimi. Kaj bi pa rekel, kako nam narava pomaga, ker to je festival 3 dni v naravi. Samo naravi. Ja, itak. Kako nam narava lahko pomaga sokreirati to izkušnjo? Mogoče bom tle začel s tem. Jokat? A jaz sem mislila, mogoče bom tle začel jokat. Ne. Ker danes še nisi. Mislim, zdajle še nisi. Ne, da kdaj jočeš, ampak lahko bi kaj potočil, ne? Pri mamici na pogovoru. Za boljše oglede, ne. To mora dati Miha Uril, če boš jokal. Ne, hotel sem povedati, da sem zdaj bil, v bistvu včeraj smo mi objavili novo lokacijo, to bo zdaj, ko gre ven ta posnetek že kak teden nazaj ali pa 10 dni nazaj, da je bil ravno 5.5. v bistvu objavljen en članek o dolini Kolpe, o zdravilni energiji doline Kolpe, in sem dobil le parih ljudi v bistvu ta članek v moj inbox in sem si ga danes s takim navdušenjem prebral, ker je Marko Pogačnik, katerega delo v bistvu tudi spremljam, on tudi povezan z dolino Bosanskih piramid zelo, je v bistvu opisoval to Kolpo kot nek izvor ali pa izvor kundalini energije v Sloveniji, ne? In je res magičen kraj, ki ga se zdaj še bolj zavedam kot en tak magičen kraj. In ta energija tega prostora, to je res tako poseben prostor, ogromen in poseben prostor, kjer na eni strani reka drži v bistvu to mogočnost, hkrati to umirjenost, na drugi strani pa drevesa, ti travniki, gozdovi v bistvu s takimi pravličnimi kotički podpirajo v bistvu, da se ta program festivala lahko zgodi. In je podpora narave, ki v resnici drži celo festivalsko izkušnjo, a ne, tle vsi tisti, ki bomo usmerjali energijo na festivalu oziroma držali prostor, bomo zelo močno delali z energijo narave, z energijo tega prostora, ki drži duhovno izkušnjo tega festivala, a ne, ki drži celotno energijo festivala. Hkrati so pol v bistvu tle še vsa ognjišča,
ki jih ne bo malo na festivalu, ki tudi držijo prostor, ki imajo to iskro, ki imajo to starodavnost v sebi. In vsi ti elementi nekako podpirajo to, da je to priložnost za res popoln odmik v naravo, od hitrega tempa življenja v naravo in da se lahko ljudje res odklopijo, povežejo z naravo, sprostijo in s tem, ker se oni sprostijo, povežejo sami seboj z naravo, se bodo tako lažje povezali tudi s drugimi, a ne. Spoznavali nove ljudi, se povezali s svojo družino, smo ful družinam prijazen festival. In na tak način se začne s temi povezavami, s temi odnosi se začne graditi temelj te skupnosti, a ne. A veš, zakaj sem prej tako naredila? Ko si razlagal o Kolpi, v bistvu, ko sem vedela, da najbrž ne bo ta lokacija prva, a ne. Jaz sem ful čutila tebe in ful mi je bilo težko spustiti to, čeprav pol nekako sem sama od sebe, a ne. To so tvoji izzivi, tukaj jaz ne morem zdaj skozi noter, a ne, skakati. Ampak eno noč nisem mogla spati in jaz sem iskala prostor zate in kaj sem dobila, Kolpa mora biti. A je res? Ob 2 zjutraj sem ti pošiljala Ja, se mi zdi, da ta prostor se je zdaj mogel zgoditi. In da... Kako boš pa drug let šel nazaj? Ne, sej... Ne vemo. V bistvu Ne vemo. imam neke vizije tudi za ta originalen prostor, a ne. Za malo večje enodnevne dogodke, pripeljati tudi kakšne znane glasbenike. Dajmo pa pustiti odprto, kam bo šla vizija festivala v naslednjih letih. Se tudi jaz ne želim preveč omejevati, pa dovoliti, da me tokrat življenje pelje. Ja, točno to, življenje ve. Ok, družinam prijazen. Se ti zdi zelo pomemben, da se vključuje otroke že v to, oziroma ja, da rastejo s tem in... Ja, v bistvu, a veš, če se vrneva na leto 2023 nazaj, je prvi ta enodnevni dogodek, ki je nekako začetek festivala, ki se je preimenoval Varuhi nove zemlje, zdaj je to Guardians festival, je v bistvu bil zasnovan z zelo jasno vizijo, da je to pač family friendly event. Leto kasneje tudi v polnem formatu family friendly festival. In letos ostajamo pri tem in jaz mislim, da to se pa nikoli ne bo spremenilo. Jaz sem si zelo želel, da se v bistvu to vključuje otroke, ker jih vidim kot nosilce te nove zemlje, kot nosilce tega lepšega sveta, no, in da se pri njih začne v resnici ta lepši svet. Ne pri tistih, ki so že nekaj časa tle, ampak pri njih, da se začne. Oni so tisti, ki prinašajo v bistvu to vizijo lepšega sveta sem. In se mi je zdelo zelo, zelo, zelo pomembno, da imajo oni nek prostor, kjer so tudi oni lahko prepoznani, kjer imajo oni prostor za odkrivanje, raziskovanje in kjer oni začutijo ta utrip festivala, da oni začutijo skupnost, da oni začutijo ljubezen, ki se preliva tam med vsemi. Ja, to je res. In imajo to spet ta občutek, s katerim grejo oni domov, v svoj svet. In si predstavljam, da ta občutek, to doživetje lahko spremeni to, kako oni vidijo svet, kako oni doživljajo sebe v tem prostoru življenja, recimo, ne. In pa tudi, kar je zelo zanimivo, meni se je v bistvu lani po več letih pač vrnala želja po lastni družini, a ne. In ja, je v bistvu to festival... No, to še pa ne vem, skoraj. To sva se že pogovarjala. Ampak je to festival, kamor bi si želel nekoč tudi svojo družino pripeljati. Da ustvarjam nekaj, kamor, da je to že zdaj zame, za vse starosti praktično, ampak tudi family friendly,
festival, ki ponuja to v bistvu izkušnjo družinam, da se še tudi med sabo bolj povežejo. In tukaj zelo lepo, letos smo v bistvu zelo, zelo močno nadgradili program za družine. A res? Letos je v bistvu tako, da ločimo otroke nekako v dve skupini, starostni skupini od 0 do 9 let, pa od 10 do 14 let. In od 0 do 9 let so v bistvu 4 animatorji skupaj z pomočniki, ki bojo držali eno tako pravljično deželico nekje na sredini tega prizorišča, kjer bo ogromno enih aktivnosti, doživeti. Res smo hoteli, da je to doživetje za otroke. Hkrati imamo pa prostor odprt za otroke od 10 do 14 let. Ta skrivni tabor v gozdu, mal odmaknjen od vsega ostalega dogajanja, bo vodil pa Matic Novak, ki se mi zdi, da je najbolj popoln za kaj takega. In v bistvu format teh njegovih taborov nekako združil v format tega festivala, kar ne pomeni, da bodo otroci čisto odmaknjeni od vsega, bodo zelo močno integrirani in del te festivalske izkušnje, ampak si bodo ustvarjali kar nekak svoj tabor oziroma nekak svoj prostor, nekak svoj mini festival z ognjem, z prostorom, kjer se bodo oni družili, in ful se nam je zdelo to pomembno, da damo prostor otrokom. Da damo prostor otrokom, ker se mi zdi, da včasih na teh dogodkih manjka tega. In vizija tega odpiranja prostora, da tudi otroci imajo ta prostor, se mi zdi super, no. In s tem se v bistvu lahko starši prepustijo tudi kakšne aktivnosti, tudi kakšni delavnici, nastopu pač med samim festivalom in so nekako brez skrbi, da tudi sami doživijo utrip tega festivala, in je nekako pol to nek tak fusion med tem, da se povezuje z družino, med tem, da sami lahko kaj doživijo brez skrbi, a ne. Tako. Pa se mi zdi, da so že lani otroci si dobili tam eno mesto na enih vrečah, se spomniš na koncu? Ja, se tudi lani smo imeli v bistvu zelo jasno določen ta prostor, ker nam je bilo to pomembno. So si ga otroci kar vzeli, tudi v bistvu tisto visečo mrežo. Bila kar njihova, ja. Ja, kar je bilo ful lepo videti, ne. Tako letos je pa res to še dobi nove razsežnosti, no. Ok, in dej povej mi malo, kaj se bo dogajalo, kako ste zbirali nastopajoče, verjamem, da po vrednotah, a ne, ampak ja, mogoče, da se dotakneva, kaj se bo sploh dogajalo, no. Bogat program. Ja, izjemno bogat program. Ravno zdaj sva z Niko, ki je nekako soorganizatorka, programski vodja, pa še en kup drugih nazivov ima, so v bistvu delala program, kjer smo mogli umestiti 92 aktivnosti, ampak to so samo aktivnosti za odrasle. 92 aktivnosti v trodnevni program na 7 različnih prostorih, kar je bil kar izziv, ampak se mi zdi, da smo res naredila tak lep fusion vsega tega. Je pa v bistvu 7 oziroma 8 segmentov programa, lahko jih na hitro naštejem. Glasbeni nastopi oziroma glasbeni program, rituali in obredi, delavnice za otroke in družine oziroma program za otroke in družine, movement delavnice, kreativne delavnice, izobraževalne delavnice, izkustvene delavnice in pa bazar. Kaj so pa izkustvene delavnice? Izkustvene delavnice pa sem spadajo pa recimo delo z sencami oziroma raziskovanje svojih senc. To, kar sva govorila. To, kar sva govorila. Vse dihalne delavnice recimo, neke delavnice, ki ponujajo neko izkustvo, odpirajo prostor transformacije posameznika. Moraš priznati, da sem kar v redu tole naredila rdečo nit. Ja, dobro smo spela. Ja, dobro. Tako da v bistvu vseh teh 8 segmentov je umeščenih na celotno festivalsko prizorišče, 7 v bistvu dedicated prostorov za vse te stvari, plus bazara, ki je v bistvu kot market ritualnih izdelkov, umetnosti, nakita, oblačil in tako naprej. In
kar nam je bilo pa najbolj pomembno, sta dve stvari. Da oblikujemo res bogat program, ki nekako pooseblja vizijo, v katero mi verjamemo. Naša vizija je povezovanje ljudi, ki verjamejo v lepši svet. In s tem smo se mogli zelo natančno opredeliti, kaj za nas ta lepši svet pomeni, zato da smo okrog tega sezidali program, ki prebuja lepši svet v vsakem izmed nas. Se pravi, to je vse premišljen. Ne toliko premišljen, kakor začuten, po mojem. No. Okay, ja. Valjda tudi glava dela ob vsem tem zraven, ker je treba stvari povezati pa zložiti skup, ampak nekako ta vizija je že od samega začetka zelo prisotna, no? Da je to festival, ki povezuje ljudi, ki verjamejo v lepši svet. In tisti, zelo verjamem, da se ljudje pač v tem prepoznajo, da imamo v bistvu vsi nekako to potrebo po tem, da se gradijo mostovi do tega lepšega sveta. Jaz absolutno verjamem. Ja, tako da smo program zasnovali tako, da v bistvu v polnosti podpira in daje orodja za to, da lahko v vsakodnevnem življenju ustvarjamo lepši svet. Skozi movement, skozi raziskovanje odnosa do sebe, dih, glasbeni nastopi, odpiranje glasu, izkustvene delavnice. To bo na vseh delavnicah, sploh ne vem, kako se bom odločila. Ja, tudi izobraževalne delavnice, recimo o permakulturi, o samooskrbi, o sonaravni gradnji. To so vse tematike, za katere v bistvu naša ekipa verjame, da imajo vrednote, ki so povezane z vizijo lepšega sveta. Tako se v bistvu mi ta svet predstavljamo. In tako smo v bistvu zbirali delavnice in hkrati tako smo zbirali tudi ljudi, ki te delavnice so ustvarjajo. Verjamem, da tudi bazar bo z takimi izdelki, v katere nekako ti verjameš, da... Tako, ja, veš, to so ritualni izdelki, ki nas podpirajo pri vsem tem, In če se vrnem zdaj nazaj na v bistvu soustvarjalce festivala, ki so glasbeniki, facilitatorji, celotna ekipa, prostovoljci, na vse zadnje tudi vsi udeleženci, pri izvajalcih pa pri glasbenikih smo pa res iskali to, da živijo ta lepši svet in da z svojim delom, z svojimi storitvami oziroma svojimi delavnicami, svojimi znanji lahko v polnosti podprejo vizijo festivala. In res se mi zdi, da imamo na kupu ogromno srčnih ljudi, ki živi to vizijo in lahko s to vizijo v bistvu podpre tudi vizijo festivala. Tukaj me je zdaj prešinilo, da imamo midva po eni strani podobno poslanstvo, povezovanje. Jaz si tudi želim, da bi tle bile gostje take, ki navdihujejo. In je tako večkrat se že pripeljalo to, da sva si malo podobna, da sva iz istega gnezda. Ja, v sorodu sva si, no. Ja, tako ali drugače. Ok, izjemni glasbeniki, zdravilna glasba. Pa peva najprej na varen prostor, brez alkohola, ker bo glasba na koncu. Brez alkohola, a to dobiš tudi kakšne komentarje na to temo? Ja, tudi na to je veliko. Ampak tak festival ne dopušča, v bistvu ne da ne dopušča, ampak pač vrednote niso nekako skladne in če se gremo vizijo varnega prostora, jaz mislim, da tle alkohol pač enostavno nima kaj iskati tukaj noter. Že zaradi otrok, že zaradi našega namena, kaj si želimo pri ljudeh, da bi prebudili, da bi se povezali sami s sabo. Tako da to je bilo iz štarta zelo jasno. Pa tudi jaz alkohola ne pijem, tako da je bil tle najmanjši problem, da je to pač alkohol free event, in da v bistvu ni alkohola, zato da je toliko bolj izčiščen prostor lahko za srčne povezave in za neke iskrene stvari, ki se lahko zgodijo. Sej alkohol definitivno nekako nas odmika od nas, da to sem jaz zdaj videla, ker itak mi ti govoriš, da še to ker spijem kdaj, da je preveč. Zakaj se ne bi tega dotaknila? Ker smo bili v Benetkah skupaj, zdaj 2 dni, cela družina. Meni se je zdelo, kot da sem se vrnila domov,
Ko da sem v Benetkah že nekaj doživela. In tako pri kosilu, ta aperol je pa vse zradiral, tako da ja, res je to. Kukor da nam naredi neke luknje, a ne, v naši in nam pol energija odteka. Ja, ta čista vibracija oziroma ta čist prostor posameznika pač ful pomemben pri teh stvareh, a ne. Ker vseeno je to festival, ki odpira, ki nam vrača neke spomine, ki nekaj odpira, ne, nekaj višjega in pač se ne bi radi šli pač te zgodbe. Absolutno, absolutno. In zdravilna glasba. Ja, v bistvu, se pravi, naša, nekako, kako bi mi poimenovali ta festival, je glasbeno-spiritualni festival, ne, ker vseeno glasbo imamo v nekem ospredju. Glasba bo povezovala celotno izkušnjo festivala in se meni osebno zdi bistvenega pomena, ker odpira ene višje svetove in se nas dotakne v dno duše, ne, ker včasih slišimo kakšne zdravilne pesmi ali pa kakšne komade, ki se nas tako globoko dotaknejo in nekaj v nas premaknejo in se mi zdi glasba eno orodje, ki je tako number one orodje za v bistvu dati to izkušnjo ljudem, a ne. Tako da to je bil pa zelo zanimiv proces, a ne. Jaz sem imel vizije, koga pripeljati v Slovenijo, od svetovno znanih glasbenikov. Lani v bistvu smo odpirali prostor slovenskim izvajalcem oziroma slovenskim glasbenikom, tudi letos ga. Je pa v bistvu ta vizija kar zelo močno segala oziroma zelo močno bila prisotna, komu odpreti prostor oziroma koga povabiti v Slovenijo, zato da lahko Slovenci, slovenski prostor oziroma vsi ljudje na tem prostoru tle doživimo to, a ne. In te vizije, to je tako segal izven mojih okvirjev, še meni je bilo to, saj veš, a ne, še meni je bilo to tako, ker malo Mission Impossible, a ne. Meni pa še bolj. Ja, in tudi ostalim, a ne, ker sem jaz v bistvu povedal moje sanje, pa jih delil z ljudmi, mislim, tako sem dobil ogromno podpore, ker drugače niti to ne bi speljal, ampak se mi zdi, da je pri vseh z mano vred, a ne, bila to kar malo tako, velik zalogaj, velika vizija, a smo ready na to, a ne. In jaz sem sprejel en dogovor za življenjem, oziroma pač nek pakt sva sprejela in sem rekel vesolju, če smo mi ready, če je naša ekipa ready, če je slovenski prostor ready. Si vprašal? Ne, to sem rekel vesolju. Okay. Če smo mi ready, ekipa, prostor, festival, če ta vizija ready, pač pol bodo ti glasbeniki nam potrdili sodelovanja. In pol se je začelo bokiranje teh artistov in to je bil, s tem sem se prvič v življenju soočil, a ne. Pač prvič v življenju bokiral svetovno znana imena na tej sceni. In sem se sproti učil, nekako sproti spoznaval to sceno in mi je v bistvu zelo simpatična in zelo zanimiva. In kar se je pol zgodilo je to, da so eden za drugim v bistvu potrebovali udeležbe, ker so tudi oni nekako začutili v bistvu to vizijo festivala, da kljub temu, da smo bili lani še dosti majhni, so nekako verjeli v bistvu v to, kar tle ustvarjamo. In to je bil meni en tak velik blagoslov in pa taka močna potrditev vesolja, da v bistvu recimo Chantre Seba, ne, ki sta tako meni osebno number one že odkar sta začela objavljati, leto pa pol, mislim, da. Mislim, ful mlad band. Ja, mislim, mlad, kratek čas. 2023 poleti sta v bistvu objavila prvi video, ne. To je meni ful čuden. Mislim. In kar se je tukaj zgodilo, odkar sem jaz njo odkril, to je konstantno in the background. Enako velja za Malteta, ne, za tega handpan virtuoza, pa za Natana, ki so v bistvu oni trije naši headline. Se poznajo oni med sabo? Nekateri se, ja, mislim, Chantre Seba pa Malte tudi skupaj ustvarjajo. Zdaj specifično ne vem za Natana, če so se že oni v živo spoznali,
Se pa v bistvu vsi ful veselijo tega, no. Pa kar je zanimivo je to, da v bistvu vsi trije izmed njih pač bodo prvič nastopali v Sloveniji. In ja, jih v bistvu to ful veseli, mene pa še bolj, ker je to bila, tako kot sem rekel, ena taka potrditev vesolja, da smo ready, pa ne samo mi kot ekipa, pa ne samo kot festival, ampak kot slovenski prostor, da si tudi slovenski prostor to zasluži. Da v slovenski prostor na našo srčno deželico prinesemo, pripeljemo svetovno znana imena, ki jih v bistvu drugače poslušamo samo po YouTubu, recimo, a ne. Medtem ko meditiramo, ogromno sporočil sem dobil, da punce delajo terapije, masaže, recimo, in je Chantre Seba vzadje ali pa Majte vzadje. In je to za ena priložnost, da to ljudje doživijo v živo. In to se meni zdi res zelo dragoceno, a ne. Da imamo možnost v bistvu zajahati ta njihov val teh zdravilnih zvokov, ker vse dojemam kot zelo močne zdravilce, ki niso samo glasbeniki, ampak skozi glasbo kanalizirajo to energijo, kanalizirajo zdravljenje in odpirajo, a ne. Ja, v bistvu nisem glasba, ja, vse res. Ja, tako da zelo wow. Hkrati pa imamo v bistvu tudi močen line-up elektronske glasbe, tudi zelo navdušen. Vidim, da že pol po angleško govoriš, da jaz sploh ne Line-up, seznam nastopajoči. Aha, ok, dobro. Ja, spet smo se povezali z brati in sestrami iz Sinergije, ker mi je ful lepo z njimi sodelovati. Oni so meni osebno tako number one za elektronsko glasbo, z obema festivaloma in z vsemi Sinergija dogodki, tako da tle sploh ni bilo dvoma. In so v bistvu oni za nas bokirali in pripravili celoten line-up in bokirali DJ-je in smo v bistvu sestavili nek bogat dnevni program elektronske glasbe, ki bo čisto breki, kjer boš v bistvu lahko prišel se samo razplesati ali pa boš v vodi plesu. Če te ne pokliče nobena druga delavnica, pa 2 ecstatic dansa. In pa v bistvu večer elektronske glasbe, kjer so pa 3 zelo hudi DJ-ji, ki Tako kot lani, a ne? Tako, ki nas ponesejo tudi v ene svetove, ker tudi elektronska glasba je nekaj posebnega, no. No, jaz se z elektronsko še nisem tako spoprijateljila, kakor s to zdravilno, ker mi je tako ena taka vrata so mi do nekih drugih dimenzij, a ne? Ja, drugače, a ne. Vseeno elektronska glasba ima neke svoje zakonitosti, ampak tudi meni osebno, kaj vse je meni dala elektronska glasba. Ja, v bistvu si tudi takrat lahko na enem takem zmenku s sabo, a ne? Ja, za nas vseeno, za naš krog je v bistvu to neko potovanje. Pač zdaj en primer bom povedal, pač nam je to občutek, kot da se usedemo na eno vesoljsko ladjo, pa gremo potovati po vesolju, a ne? Ker vseeno elektronska glasba so neke druge zakonitosti, kakor pa v bistvu ta zdravilna glasba, ampak v bistvu vsi ti DJ-ji imajo to zavedanje, zato smo tudi zbrali te v bistvu DJ-je, da z glasbo oni tudi zdravijo in oni tudi odpirajo, a ne, in v bistvu s tem, ko stojijo tam za mešalko, ja, odpirajo ta prostor, zato da se lahko zgodijo premiki, ali pa da se lahko ljudje samajo čudovito in se res razplešejo, a ne. Ok, a sva mija proti koncu? Pa sva proti koncu, po mojem, počasi. Kako pa ti osebno doživljaš tega varuha? Se tega zavedaš? In kako čutiš to mogoče tudi v vsakdanjem življenju? Ful lepo, da si v bistvu še to temo odprla. Prej se v bistvu tega nisem dotaknila, ne, te vloge varuha, ker se tudi v bistvu tako imenuje festival. V prejšnjih 2 letih je bil v bistvu so bili varuhi Nove Zemlje, a ne, letos Guardians festival, v prevodu slovenskem varuhi. In je v bistvu zelo močno vizija festivala, cel koncept povezan s tem, da spodbujamo ali pa ljudi
ljudem pokažemo, da v bistvu vsak izmed njih nosi v sebi tega varuha in da ga v bistvu na tem festivalskem dogodku vsak pri sebi prebuja znotraj sebe. Jaz res iskreno verjamem, da je vsak izmed nas varuh, varuh nekih semen ljubezni, varuh nekih vizij, varuh nekih starodavnih znanj, varuh nekih orodij, ki jih lahko delimo z drugimi. In da v bistvu, ja, festival odpira ta prostor, da se ljudje zavedajo, da prepoznamo to, da prebudimo tega notranjega varuha, ki ga ima čisto vsak izmed nas globoko v sebi zapisanega, in da lahko s tem res stopimo en tak pristen, iskren, globok odnos s tem, kar mi prinašamo v svoje življenje. Da smo varuh teh semen ljubezni, da smo varuh teh starodavnih znanj, da smo varuh tega, kar nosi naša duša. In da častimo to, kar prinaša naša duša, in s tem, ko sebe prepoznamo kot varuha, tudi vse ostale prepoznamo kot varuha. Jaz res verjamem, da čisto vsak izmed nas nosi to v sebi, ima to zavedanje, oziroma ima to v globini duše zapisano, da nekaj varuje. In je v bistvu ful lepo videti sebe in tudi druge, v bistvu, ko to ljudje prepoznavamo v sebi. Tako da to je tako v bistvu odprt prostor, festival je odprt prostor, da se ljudje tega zavedajo, da to prepoznajo v sebi in v drugih. Kako pa jaz v vsakdanjem življenju, v bistvu jaz sem recently, pred kratkim, stopil še bolj v stik s tem, ampak čutim to pri sebi, da imam neke stvari, ki sem jih prišel sem deliti z ljudmi, in da jih zdaj varujem in delim in mogoče koga navdihujem s tem. In ja, imam nek globi odnos se zdaj vzpostavlja s tem notranjim varuhom. Se ti zdi, da si to že počel? Jaz mislim, da ja. Tudi jaz mislim, da ja. Zase ali... Za oba, za tebe, za sebe pa tudi. Ne, pa se smo vsi, Ja. Pač ljudje smo, problem je, da smo ljudje pozabili na to, samo to. In da je čas, globalno je čas, da se človeštvo spomni tega. Da se ljudje spomnimo tega, da imamo vsi te izkušnje svetih civilizacij, da imamo te izkušnje skupnosti, povezanosti in da smo zdaj prišli poustvariti ta svet. In Guardians festival poustvarja ta lepši svet. In to je nekaj, kar želiš, da odnesejo domov, to je esenco tega in to seme, da se prebudi. Ja, super, za konec, če bi mogoče še kaj dodal, poleg tega, da kupijo karto. Ja, za konec. Ja, v bistvu jaz ne želim te vloge igrati nekega usiljenega marketinga in prodaje. Res verjamem, da tisti ljudje, ki bodo začutili, si bodo podarili to izkušnjo. In v bistvu vsi z ekipo, vsi z ustvarjalci, glasbeniki držimo prostor, da pravi ljudje, tisti, ki začutijo, so del te izkušnje in si podarijo to. Kar lahko mogoče povem je to, da nam v bistvu festivalska lokacija, nova festivalska lokacija omogoča tudi to, da smo spustili zdaj cene vstopnic. Tako so končne cene vstopnic v bistvu kar za 50 evrov cenejše kot tiste, ki smo jih imeli prej. Kar se mi zdi, da je tako še en korak bližje približati v bistvu festival ljudem in ga narediti dostopnega. Res verjamem, da cena odraža vso to vrednost vseh nastopov, vseh delavnic in vsega, kar se v tistem trenutku, v tistem obdobju času festivala tam zgodi. Je pa v bistvu spuščanje teh cen v bistvu res en tak korak bliže ljudem, da tisti, ki si teže privoščijo, da imajo v bistvu to priložnost zdaj. Hkrati pa v bistvu tudi, za vse tiste, ki si res festivala ne morejo privoščiti, je naš festival, si želi v bistvu odpreti prostor tudi tistim ljudem. In pridružiti se naši ekipi prostovoljcev, recimo, je eden izmed takih načinov. Imate odprta vrata? Imamo odprta vrata.
ljudje si v bistvu zberejo ali pa poklikajo, no, oziroma označijo, kje so oni najmočnejši, kje oni lahko so največji doprinos in postanejo del ekipe prostovoljcev in so ustvarjajo z ekipo festival, mogoče še malo bolj aktivno kot sami udeleženci. Tako da se mi zdi to v bistvu ena taka priložnost, da ne v bistvu cena ne bo ovira, ne. Hkrati pa je 197 evrov, taka je trenutno cena vstopnice za v bistvu 3 oziroma 4 dni. Z vsem, kar ponujamo, z vsemi temi headlinerji, z vsemi programom za otroke, z vsemi delavnicami, jaz mislim, da zelo reasonable oziroma zelo prijazna. Cenej kot to tudi organizacijsko enostavno ne gre, zaradi tega, ker tukaj so taki stroški, ki si jih v bistvu težko predstavljamo, in ja, je v bistvu to neka najnižja cena in noben nima neke agende ali pa neke vizije zadaj, da od tega obogatiš, zaradi tega, ker pač festivalski posel v teh butičnih, še vseeno v teh butičnih okvirih, pač načeloma ne omogoča tega, ne. Vemo. V bistvu ni to moja potreba. Moja potreba je, da odpremo ta prostor, da delamo to še naprej in da Slovenija pač postane eno tako žarišče, kamor bodo ljudje iz celega konca sveta na koncu hodili, doživljati v bistvu te festivalske izkušnje, a ne. Res bi se radi približali ljudem, zato v bistvu govorim tudi o teh prostovoljcih in vsem tem. Hkrati pa mogoče kar je še ena taka stvar, a veš, marsikdo ima mogoče kakšen pomislek, a ne. Prvi pomislek, ki vem, da ga ljudje tudi imajo, ki nam mogoče kdo to izrazi, je to, da smo mi ful mlada ekipa. Med 20 pa 30 nekje, povprečno, no, med 25 pa med 30. Ampak toliko ambiciozni, toliko zagnani, pa toliko z srcem pri celi stvari, pri projektu, da kljub temu, da nimamo izkušnje z organizacijo festivala v taki obliki, v taki razsežnosti, smo vsi v bistvu ful pripravljeni se sproti učiti, rasteti s tem projektom in v bistvu dati največ ljudem. In tukaj jaz res verjamem v to, da res pripravljamo nekaj posebnega in upam, da v bistvu ljudje začutijo to skozi naše objave, da začutijo to skozi ta pogovor mogoče, skozi ta prostor, ki smo ga zdaj dobili, da lahko v bistvu z vsem tem jih mogoče pokliče, a ne. To je meni najbolj pomembno. Pač, da je to... Pa veš kaj, že skozi razmišljam, da tudi če koga ne pokliče, da bi izvedel to, ga lahko pokliče, da bo naslednjič. A veš, kaj mislim? Ne, včasih rabiš, da te življenje večkrat na nekaj opozori. Ja, absolutno. Mislim, tudi veliko je tega, ne, da marsikdo verjamem, da od teh, ki bodo prišli, bodo prvič prišli na festivala, ne. In za marsikoga tudi verjamem, da je to mogoče še nek tak nov format, na katerega niso prej nikoli v življenju naleteli in ker je novo, je spet prisoten nek dvom ali pa nek zadržek, a ne. Ampak festivalski format omogoča tako poglobljeno delo oziroma tako čudovito izkušnjo, ki jo v teh parih dneh zgradijo vsi udeleženci med sabo, a ne, in se res povežejo v eno skupnost, dihajo eno to ljubezen, eno to vizijo. Ja, ker to so ljudje, ki verjamejo v lepši svet. Ti ljudje prihajajo, ti ljudje pridejo na ta festival. Ali pa tisti, ki si želijo verjeti v lepši svet, pa so mogoče malo izgubili to upanje. In imeti te ljudi okrog sebe, to so ljudje, ki so tvoji bratje, sestre, vsi ljudje so v resnici, ampak imeti te ljudje zraven, ki res verjamejo in da se lahko z njimi povežeš na tak način, a ne, jaz mislim, da je to nekaj najprecenljivega, no. Res je, in to sprejemanje
sprejemanje, a ne, koliko v bistvu cela skupnost imaš občutek, da te razume in sprejema. Pač vsi smo isti vesoljčki Ja, in mal. pa nič ni čudnega, prosim. Ja, Nič ne valjda, čudnega. valjda, ampak pač to smo malo ljudje, ki smo malo alternativci ali pa malo spiritualci ali pa pač ljudje, ki mogoče ne pašemo čist v ta strog sistem tega lajfa. Ja, ampak pašeš pa v naravo, kjer se bo Tako, pašeš v ta community. Ja. In biti del tega in začutiti, da je prostor za vsakega izmed nas tukaj. To se mi zdi, da je eno darilo, ki ga ta festival v bistvu podarja vsem. Ne? In recimo ne samo za tiste, ki smo malo tako, kot si rekel, a ne, ki se jaz tudi štejem, tudi za tiste, ki so tako bolj realni lahko. Valjda. Za, naprimer, tvojega atija lani je bila to vrhunska izkušnja. Tako da jaz mislim, da vam ne bo žal. Ja, če smo njega spravili na festival, Ja. pa če si zdaj želi priti, jaz Ja. mislim, da to je odprt prostor za vse v resnici. A ne? Ampak bodo pa po mojem, mislim, tako kot sva rekla, a ne, ljudje začutijo ta klic in so pol del te izkušnje. Čisto ok, če ga ne, ampak verjamem, da tisti, ki ga bodo pač z namenom poklicani na ta festival in z namenom verjetno spoznali nove ljudi, doživeli nove izkušnje, razširili obzorja, kaj prebudili vse, kaj spoznali vse in šli za temi semeni nazaj domov. Točno to. Miha, hvala lepa, da si bil moj gost. Jaz sem veselim spet. Ponosna na tebe in na sebe zdaj. No. Lepo sva to zapeljala. Lepo. Lepo. Ajdi.